Spoštovani gospod minister, cenjeni predstavniki medijev, spoštovani sodelavci ministrstva in Pedagoškega inštituta, lepo pozdravljeni. Danes vam bomo predstavili rezultate mednarodne raziskave državljanske vzgoje in izobraževanja ICCS 2022, ki preverja znanje osmošolcev na področju državljanske vzgoje in izobraževanja. Namen raziskave, ki se je predtem izvajala leta 2016, je ugotoviti ravni vednosti in stališča mladih na področju državljanstva ter raziskati, na kakšne načine se mladi v različnih državah in njihovih izobraževalnih sistemih pripravljajo na aktivno državljanstvo. Rezultate nam bo predstavila nacionalna koordinatorka raziskave, doktorica Eva M. Klemenčič z Pedagoškega inštituta, sledi pa komentar ministra za vzgojo in izobraževanje, doktorja Darja Felde. Na koncu bo doktorica Klemenčič na voljo še za dodatna novinarska vprašanja. Gospa Klemenčič, izvolite. Najlepša hvala, lepo pozdravljeni. Kot rečeno, danes vam bom predstavila prve rezultate mednarodne raziskave državljanske vzgoje in izobraževanja. Predstavljajo se v istem času v vseh sodelujočih državah. Na mednarodni ravni raziskavo koordinira organizacija IEA. Verjetno se spomnite, meseca maja smo tukaj predstavljali rezultate bralne pismenosti, enako pod mednarodnim okriljem organizacije IEA. V Sloveniji pa koordinacijski center vzpostavljen na Pedagoškem inštitutu, ki za to raziskavo izvede neodvisno evalvacijo tega segmenta šolskega sistema. Slovenija je sodelovala v raziskavi dejansko 4-krat, začenši z letom 1999, potem pa leta 2009, 2016 in zdaj leta 2022, rezultate katerih predstavljam danes. Res je, da smo omenili že leto 1999, ampak raziskava se je potem od leta 2009 spremenila tako, da nekih primerjav z letom 1999 dejansko več ne moramo vzpostaviti, vzpostavljamo pa lahko in preverjamo primerjave z prejšnjima dvema cikloma, se pravi 2009 in pa 2016. Zdaj, temeljni namen ali pa je nekako raziskati, kako so mladi pripravljeni na upravljanje svojih sedanjih in pa prihodnjih vlog državljanov, se pravi posega na področje aktivnega državljanstva, pri čemer bi rada opozorila, da ne gre zgolj za en predmet, ki ga imamo v Sloveniji, pa tudi polovica sodelujočih držav ima predmet, ki nekako najbolj posega na področje državljanske vzgoje, ampak precej širše. Učenci se aktivnega državljanstva učijo pri različnih predmetih, seveda pa tudi znotraj različnih dejavnosti v šoli. Zdaj, da bo stvar še bolj kompleksna, seveda vsega tega se učijo, izkušajo, preizkušajo tudi v domačem okolju, lokalni skupnosti, med vrstniki in tako naprej. Kar se tiče sodelujočih v raziskavi, sodelujejo učenci 8 razredov, ravnatelji vzorčenih šol in pa učitelji, ki poučujejo v 8 razredih. Kot že rečeno, preverjamo državljansko vednost, zato potrebujemo tudi preizkus znanja ali pa test, če želite, se pravi državljanske vednosti. V vseh državah je časovni razpon, ki ga dovolimo za reševanje testa, 45 minut. Potem pa zaradi teh številnih kontekstov, ki sem jih že prej nekaj omenila, učenci, učitelji, ravnatelji rešijo še vprašalnik. Izvedba leta 2022 je bila za večino držav na računalniku, s tem, da je bil izveden tako imenovana bridge študija, se pravi, da smo pogledali in potem tudi lestvico ustrezno umerili, da ni tega efekta računalnika, se pravi, da je vseeno, ali so učenci reševali na papir ali pa na sam računalnik. Mogoče ocenjevalni okvir ima 3 dimenzije, vsebinsko. Ta vsebinska nekako nam opredeljuje področje ali pa vsebine državljanske vzgoje, seveda upoštevamo tudi afektivno-vedenjske in pa kognitivne vidike, ampak če se osredotočim na vsebine, gre nekako za 4 sklope, 4 domene, državljanske institucije in sistemi. Vsaka od teh domen se potem deli še na poddomene, recimo v tem primeru vsebinskega sklopa državljanske institucije
in sistemi, gre za državne institucije, ekonomski sistem, civilno družbo in tako naprej. Potem državljanska načela, državljanska participacija in pa sklop družbene vloge in sistemi. Kar se tiče kognitivnih procesov, ki jih preverjamo zgolj v preizkusu znanja oziroma ki jih učenci upoštevajo oziroma na ta način tudi rešujejo naloge, določen tip nalog, približno 30% je nalog, ki se z kognitivnimi procesi fokusira na znanje in poznavanje, preostalih 70% pa na sklepanje in analiziranje. Zanima nas tudi afektivna vedenjska dimenzija, se pravi prepričanje, delovanje, trenutno delovanje, stališče do delovanja v prihodnosti. Kaj to dejansko pomeni v številkah? Sodelovalo v Sloveniji je 177 šol, 173 ravnateljev, približno 2500 učiteljev, nekaj manj kot 5000 učencev, se pravi v 8. razredu, ob koncu 8. razreda njihovega šolanja. Čisto konkretno v Sloveniji, tudi v ostalih državah, približno v tem terminskem oknu smo izvedli raziskavo nekje med sredi aprila in pa do konca šolskega leta, se pravi dejansko do 22. junija. Pri tem bi res želela nekako se zahvaliti vsem šolam, ravnateljem, šolskim koordinatorjem, učiteljem in pa učencem, ki so sodelovali v raziskavi. Treba je povedati, da ko smo šole zaprosili za sodelovanje, smo jih zaprosili z namenom in zelo jasnim, eksplicitnim zapisom, ne, da potrebujemo te podatke, da naš šolski sistem potrebuje te podatke in da jih pač prosimo za sodelovanje, kajti zgolj na ta način, če imamo podatke, bomo lahko okrepili tudi izboljšave v šolskem sistemu. Odzvali so se neverjetno, odziv je v bistvu eden najboljših, če primerjamo z drugimi državami v Evropi in zunaj nje. Mogoče edino še to, v raziskavi se bo zelo hitro vidno tudi same lestvice, je sodelovalo 22 držav, večinoma prihajajo iz Evrope, 19 jih prihaja iz Evrope in pa 2 referenčni udeleženki, gre za 2 regiji iz Nemčije. Rezultate, ki jih bom predstavila, državljanska vednost, stališča do pomembnih vprašanj v družbi, delovanje, trenutno delovanje in pa namera za delovanje v prihodnje, pa potem še nekaj stvari, ki so se mi zdele pomembne za opozoriti. Kot rečeno, gre za dejansko res prve rezultate. Pa si poglejmo, kaj kaže državljanska vednost. Lestvica državljanske vednosti je umerjena na približno 500 točk, kot vidimo, mednarodno povprečje je 508 točk v tem ciklu. To ne pomeni, da da gre za povprečni dosežek, ki so ga učenci dosegli s točkami glede na naloge, ki so jih reševali. Ampak je lestvica tako umerjena zato, da imamo še vedno primerjave z prejšnjimi cikli. Mislim, da sem že večkrat pripovedovala samo zasnovo te ali pa katerekoli druge sorodne podobne raziskave, ne rešujejo vsi učenci vseh nalog. Kot vidimo, z tem rdečim kvadratkom gre za Španijo, Litvo, Nizozemsko, Francijo in pa Slovenijo. Tukaj so rezultati na mednarodnem povprečju. Kljub določenim razlikam v točkah zaradi standardnih napak dejansko ne moremo reči, da imajo osmošolci v Franciji višjo, boljšo državljansko vednost kot v Sloveniji, ampak vse te države, ki so rdeče uokvirjene, dejansko tukaj imajo učenci približno enako, podobno znanje. Kar se tiče potem teh držav, ki imajo trikotniček obrnjen navzdol, to pomeni, da so pod mednarodnim povprečjem, Slovaška, Latvija, Malta in tako naprej. In pa tiste države, ki imajo to indikacijo, ta simbol trikotnička navzgor, gre za države, ki so nad mednarodnim povprečjem. Kitajski Tajpej je recimo učenci v kitajskem Tajpeju, osmošolci, imajo dokazano višjo državljansko vednost kot denimo učenci na Švedskem. Učenci na Švedskem višjo kot na Poljskem. Med Poljsko in Estonijo ni razlik, ne, zelo podobno kot v teh državah, ki so uokvirjene z
rdečo. Zdaj, kaj to pomeni, bomo si pogledali preko trendov, mislim, da bo slika nekoliko bolj jasna. Rada bi na tem mestu povedali edino to, da to nas uvršča v bistvu prvič na mednarodno povprečje. Naši osmošolci in osmošolke do sedaj v ciklu 2009 in 2016 so bili nad mednarodnim povprečjem. Zdaj trendi, povedala sem, lahko primerjamo dosežke med letoma 2009, 2016 in pa 2022. Zdaj, če si pogledamo recimo to, kar vidite na drsnici, čisto na desno, razlika 2009 in 2016. 2009 je bilo prvo tako testiranje državljanske vednosti, ki ga zdaj poročamo, in potem 2016. Tukaj vidite z temi krepkimi številkami, gre za države, kjer so med letoma 2009 in 2016 dosegli višji dosežek učenci. Vidimo, da tudi na mednarodni ravni, to vidite tukaj spodaj, 17 točk, se je dosežek, se pravi, ko smo dali vse dosežke skupaj sodelujočih držav, med letoma 2009 in 2016 povečal za 17 točk. Vidimo, da dejansko v povprečju se je povečal in pa v posameznih državah. Obstaja recimo Italija, kljub temu zapisu -6 točk, v bistvu ne gre za statistične razlike, se pravi, Italija med letoma 2009 in 2016 je ostala približno na istem nivoju državljanske vednosti. Potem, če pogledamo primerjavo 2016, se pravi predzadnji cikel in pa cikel 2022, vidimo, da na mednarodnem povprečju je ta delež oziroma je zaznan trend padca državljanske vednosti v državah. Mislim, da jih je 6. Začenci že Švedsko, Norveška. Norveška je edina, ki sodeluje z 9. razredom, zato je tudi ta posebna indikacija. Potem Nizozemska padec, Slovenija padec, Bolgarija padec in pa Kolumbija padec. V drugih državah sodelujočih ni bilo razlike, se pravi, imajo med leti 2016 in 2022 približno enako državljansko vednost. Zdaj, da bo zadeva še nekoliko bolj jasna, lahko pogledamo tudi trend 2009, se pravi takrat, ko smo to prvič zmerili, in 2022. Tukaj vidimo nekoliko drugačno sliko, in sicer v Kitajski, Tajpej, Švedska, Poljska, Estonija so kljub nekolikšnemu padcu, vsaj za Švedsko, še vendarle ohranila višjo državljansko vednost kot tisto, ki je bila izmerjena leta 2009. V primeru Slovenije in Slovaške pa vidimo, da gre za edini državi, katere učenci imajo dejansko nižjo državljansko vednost, kot so imeli leta 2009. Na mednarodni ravni pa razlik med letom 2009 in 2022 ni, se pravi, na mednarodni ravni je ostalo približno enako. V Sloveniji in Slovaške sem pa povedala. Zdaj, kar se tiče državljanske vednosti, glede na spol, je nekako relativno stabilno tudi v prejšnjih ciklih raziskave. V povprečju deklice izkazujejo višjo državljansko vednost tudi v Sloveniji. In tudi, kot rečeno, trend med cikli je podoben. Se pravi, ta razkorak se ne zapira in ne širi na mednarodni ravni, tudi v Sloveniji ne. Kar se tiče socialno-ekonomskega statusa, višja državljanska vednost v prid tistim z višjim socialno-ekonomskim statusom. Socialno-ekonomski status lahko gledamo po posameznih spremenljivkah, ki so poklic staršev, izobrazba staršev in pa število knjig doma, ali pa kot kompozitno spremenljivko. Tukaj vidimo, da oziroma glede na socialno-ekonomski status je, kot rečeno, v prid višjim učencem z višjim socialnim ekonomskim statusom. V vseh državah je pa ta obseg nekoliko različen med državami, ta, bom rekla, razkorak. Kar se tiče trendov v Sloveniji,
ostaja približno enak, recimo v letu 2016 je šlo za razliko 50 točk na tisti lestvici, ki sem jo prej omenjala, leta 2022 49 točk. Priseljensko ozadje v povprečju, tudi v Sloveniji, državljanska vednost nekako se kaže v prid tistim učencem, ki prihajajo iz nepriseljenskih družin. Podobno je pri jeziku, s tem, da je treba reči, da pri priseljenskem ozadju in jeziku na mednarodni ravni je med državami največ razlik, ne? Čeprav potem v povprečju, ko damo vse skupaj, gre v prid tako nepriseljenskih družin, kot v prid jeziku, ki ga učenci govorijo doma. Se pravi, čisto konkretno, ne, ker smo imeli preizkus znanja v slovenščini, v bistvu smo pogledali, ali obstaja kakšna razlika med učenci, ki doma pretežno govorijo slovensko ali pa katerikoli drug jezik. Na mednarodni ravni v letu 2022 je šlo za razliko 48 točk, ekstremno je izstopala Slovaška in pri priseljenskem ozadju in pri jeziku doma. Pri priseljenskem ozadju 98 točk razlike, priseljensko-nepriseljensko ozadje, pri jeziku pa 111. V Sloveniji vidimo 57 odstotkov točk. Zdaj, razlike med šolami vse zame so eno takih bolj pozitivnih sporočil, in sicer, da so razlike ravno v Sloveniji, skupaj z Norveško, tukaj imamo približno enake razlike, najmanjše. Te razlike so bile v Sloveniji pa nekaterih drugih državah, tudi Norveški, recimo tudi Švedski in tako naprej, majhne že v prejšnjem ciklu, ampak kot rečeno, tokrat so za Slovenijo in pa Norveško najmanjše. Največje razlike obstajajo na Nizozemskem in pa v Bolgariji. Seveda lahko diskutiramo, ne, kaj zdaj to pomeni. Načeloma smo zadovoljni, da imamo razlike med šolami zelo majhne, ne, ampak potem je vprašanje, ne, če imamo zelo nizke dosežke, ne, ali nas to nekako še vedno zadovolji. Stališča. Državljanska vednost se pogosto povezuje z stališči, pogosto se povezuje tudi z delovanjem ali pa pripravljenostjo na delovanje. Zdaj v tistih izročkih, jaz bom zdaj res samo ključne stvari povedala, v izročkih imate pa napisano, kaj recimo pomeni pomen konvencionalnega državljanstva, iz katerih spremenljivk je bilo to izračunano, recimo, da se učenci udeležijo volitev, da spremljajo novice vezane na politična in družbena dogajanja v medijih in tako naprej. Skratka, nad mednarodnim povprečjem je dojemanje konvencionalnega državljanstva, da je to pomembno, in pa kritični pogledi na politični sistem. Tam, kjer ni bilo razlik z mednarodnim povprečjem, je bilo recimo zadovoljstvo s političnim sistemom. Tukaj smo učence spraševali, ali se jim zdi, da politični sistem v Sloveniji deluje dobro, pač so morali to oceniti, potem kako dobro poslanci predstavljajo interese mladih ali pa interese ljudi v svoji državi in tako naprej. Številna stališča ali pa številni sklopi stališč so pod mednarodnim povprečjem, recimo podpora omejitvam v nacionalnih izrednih razmerah, spomnili smo jih na COVID in vprašali, ne, v kako veliki meri se strinjajo, da če pride do izrednih razmer še v državi, podobne COVID-u oziroma koronavirusne bolezni ali čemu podobnemu, ne, ali se strinjajo, da se zaprejo šole, da se uvede prepoved zbiranja in tako naprej, pač te aktivnosti, ki so jih seveda takrat tudi poznali. Pod mednarodnim povprečjem je tudi pomen državljanstva, povezanega z družbenimi gibanji, pomen državljanstva, tega globalno usmerjenega državljanstva. Pod mednarodnim povprečjem je tudi pozitiven odnos do varovanja okolja, podpora enakosti spolov, ki je precej padla. Recimo v letu 2016 so bili naši učenci nad mednarodnim povprečjem pri priznavanju enakih pravic moških in žensk, tukaj so precej padli, in pa pozitiven odnos do priseljencev in se je tudi poslabšal.
Če pogledamo delovanje ali pa namero za delovanje, nad mednarodnim povprečjem je pričakovano sodelovanje v nelegalnih dejavnostih. Tukaj je treba povedati, da se je to nekoliko povečalo tudi na mednarodni ravni, ampak ravno v Sloveniji. Slovenija je primer države, kjer se je ta delež učencev precej povečal oziroma bolj povečal kot v drugih državah. Pogledali smo tudi, kdo so ti učenci, ki izražajo namero sodelovanja v nelegalnih dejavnostih v prihodnje. Gre izrazito za učence, ki prihajajo, ki dosegajo nižje ravni državljanske vednosti. Tako je bilo tudi leta 2016, ampak zdaj, kot rečeno, v večjem obsegu. Ni bilo razlik pri pričakovanem sodelovanju pri legalnih aktivnostih, kot so podpora na mirnih protestih, podpisovanje peticij in tako naprej. Pod mednarodnim povprečjem razpravljanje o političnih in družbenih vprašanjih ter o dogajanju v drugih državah. Tukaj smo jih spraševali po pogostosti tega početja tako z starši kot z vrstniki. Digitalna državljanska angažiranost, se pravi, da objavljajo sami neka sporočila na digitalnih medijih, vezana na družbena ali politična vprašanja, da delijo ta sporočila, objave nekoga drugega ali pa celo, da samo všečkajo. Res pa je, da ta digitalna državljanska angažiranost, tukaj smo tudi zaznali, gre predvsem za učence iz nižjega oziroma z področja nižje, slabše državljanske vednosti. Državljanska samoučinkovitost je pod mednarodnim povprečjem, pripravljenost na sodelovanje v šolskih dejavnostih, pričakovano sodelovanje v okoljevarstvenih aktivnostih, pričakovana udeležba na volitvah, ko bodo odrasli, se pravi, ko bodo imeli volilno pravico, in pa pričakovana aktivna participacija. Kaj je pri tem potrebno povedati je, kot vidite, pri večini teh, bom rekla, sklopov, stališč ali pa delovanj, pa tudi, če pogledamo posamezne spremenljivke, pa nisem zdaj vseh niti tukaj predstavila, vidimo, da so stališča pod mednarodnim povprečjem sodelujočih držav. Veliko se jih je celo znižalo, veliko stališč, ko jih primerjamo z prejšnjimi cikli, pride tam nekako na leto 2009, se pravi, ne samo, da je državljanska vednost dejansko padla do leta 2009 nazaj ali pa še nižje, ker dejansko je nižja, kot je bila leta 2009, ampak tudi stališča, pripravljeno trenutno delovanje v šoli, izven šole, recimo prostovoljstvo, in pa pričakovano prihodnje delovanje, kot rečeno, nekako tega izražajo učenci manj. Nekaj drugih zanimivosti. Percepcija odprtosti razprav v razredu je bila precej pod povprečjem v letu 2022, trend pa precej negativen. Ne samo negativen, ampak v primerjavi z ostalimi precej negativen, in sicer ta percepcija odprtosti razprav v razredu je dejansko slabša tako, kot je bila leta 2016 in slabša tako, kot je bila leta 2009. Potem precej pod mednarodnim povprečjem, in tukaj z tem odnosom ali pa percepcijo tega odnosa se spet vrnemo na leto 2009, je dojemanje odnosov učenci in pa učitelji na šoli. So pa učenci kar precej optimistični, ko jih vprašamo, kaj so se vsaj zmerno ali pa dobro naučili. Pri večini teh postavk je njihova samoocena višja nad mednarodnim povprečjem, je pa področje varovanja okolja, kjer so pa pod mednarodnim povprečjem. Grožnje za prihodnost sveta, kot so naravne katastrofe, mednarodni konflikti, prenaseljenost populacije, terorizem in tako naprej. Leta 2016 smo predvsem z strahom gledali te rezultate, kajti takrat so bili naši učenci ali pa deleži naših učencev v skoraj vseh teh postavkah
precej nad mednarodnim povprečjem, se pravi bolj pesimistični, ne, kaj nas čaka ali pa kaj vse nekako bo v prihodnje grožnja za prihodnost sveta. Zdaj, ko pogledamo pa primerjamo leto 2000 z letom 2022 ali pa na mednarodnem povprečju, kaj pomeni, v bistvu naši učenci ne izstopajo več tako zelo, ne na način, ker bi pri vseh teh postavkah, trditvah spremenili svoje stališče, ampak v večini primerov gre za to, da so pa njihovi vrstniki iz drugih držav v večji meri o teh stvarih bolj zaskrbljeni. Še vedno, kar je nad mednarodnim povprečjem, je revščina. Zaupanje v institucije, se pravi vlado, državni zbor, sodišča, tradicionalne medije je padlo, je pa padlo bolj kot mednarodno. Tudi učitelji zaznavajo poslabšanje medvrstniških odnosov, na drugi strani pa poročajo o več sodelovanja z drugimi učitelji pri reševanju konfliktov med učenci. Povedali so zelo podobno, kot so povedali že leta 2016, pri katerih temah se ne čutijo tako gotove, tako dobro pripravljene pri poučevanju. Tukaj so naštete migracije, se pravi emigracija, imigracija, in pa posebej globalna skupnost in mednarodne organizacije sta bili dve temi, ki sta bile čisto na vrhu izpostavljene kot tiste, kjer se ne počutijo tako zelo dobro, kljub temu, da so se izobraževali, bodisi tekom svojega študija, ko so pridobivali licenco za učitelja, ali kasneje v sklopu dodatnega strokovnega usposabljanja. Še vedno to, ko primerjamo mednarodno, je precejšen razkorak. Učitelji, ravnatelji, precej pod mednarodnim povprečjem so poročali o dejavnostih, ki bi bile namenjene spodbujanju etičnega in odgovornega potrošništva in pa tistih dejavnosti, ki nekako ciljajo k dvigu ozaveščenosti učencev o odnosih med lokalnimi in globalnimi vprašanji, migracija, trgovina, degradacija okolja in tako naprej. Res je tudi, da so tudi učitelji poročali o manj priložnostih učencev za učenje o globalnih vprašanjih. Se pravi, tako na šoli, tako pri pouku. Raznolikost je bila še ena od tem, ki, bom rekla, nekako vzbuja skrb, oziroma v mednarodnem povprečju se aktivnosti znotraj šole v Sloveniji na področju ali pa področjih raznolikosti očitno dogajajo v manjši meri kot pa v drugih državah. Je pa res, da učitelji priznajo, da raznolikosti, bodisi vezane na socialno-ekonomski status, kulturne, etnične in tako naprej, so težava včasih tudi pri pouku in dejansko, kar se kaže, je, da gre za teme, ki nekako v šoli ne upajo odpirati ali pa vsaj ne v taki meri kot njihovi kolegi drugje. Kar se tiče ravnateljev, to se mi je zdelo zelo pomembno, na začetku sem že povedala, da ta raziskava ne meri dosežkov ali pa znanja, prepričanj pridobljenih pri enem predmetu, znotraj šolskega prostora, ampak pri različnih predmetih ali pa pri celotnem delovanju šole kot take. Ravnatelji so precej izstopali, se pravi, precej so bili pod povprečjem pri vidiku, da so vsebine državljanske vzgoje integrirane v humanistično družboslovne predmete ali pa v vse šolske predmete. Se pravi, mogoče, da je ta percepcija, imamo predmet, pa nekako manj razmišljamo o tem, da to ni stvar samo enega predmeta. Zdaj, kar se tiče nadaljevanja, danes sem predstavila prve rezultate, v nekaj dneh bo na voljo tudi nacionalno poročilo. Potem na Pedagoškem inštitutu smo se nekako osredotočili tudi na pripravo več gradiv za učitelje, nekih krajših gradiv in tako naprej. Dogovorjene so že sklopi sekundarnih analiz, ker vidite, stanje je, bom rekla, kar precej resno. V februarju 2024 pa bomo v Sloveniji in pa na mednarodni ravni predstavljali še rezultate Evropskega regionalnega modula, ki je pa nekoliko bolj fokusiran na teme, ki so evropsko relevantne. Tako da to je to. Hvala. Hvala lepa, doktorica Klemenčič. Zdaj pa k mikrofonu vabim ministra za vzgojo in izobraževanje, doktorja Darja Feldo. Izvolite. Ja, hvala lepa.
spoštovani direktor Zavoda Republike Slovenije za šolstvo, spoštovani kolegi iz Pedagoškega inštituta, spoštovani vsi prisotni. Vas vse lepo pozdravljam in se zahvaljujem, da ste se danes pridružili tej predstavitvi rezultatov mednarodne raziskave državljanske vzgoje in izobraževanja ICCS 2022. Pri tem se posebej zahvaljujem tudi Pedagoškemu inštitutu oziroma sodelavcem za koordinacijo in izvedbo raziskave in seveda vsem šolam, torej ravnateljem, učiteljem, učencem in tudi staršem, ki so soglašali, da so lahko njihovi otroci sodelovali v raziskavi. Ponosni smo, da je bila dejansko ta odzivnost zelo velika in pripravljenost na sodelovanje dejansko res zgledna in upamo, da bo takšno tudi v naslednjih mednarodnih raziskavah, ki jih izvajamo. Za nas so te mednarodne raziskave izjemno pomemben vir za načrtovanje politik. Se nastavljajo namreč neko ogledalo in čeprav tista podoba, ki jo vidimo, nam ni všeč in ni prijetna na pogled, seveda, se moramo vanjo vedno globoko zazreti. Danes predstavljeni podatki raziskave ponujajo bogastvo informacij in izrisujejo osnovne izzive. Seveda pa moramo podatke v nadaljevanju še bolj temeljito preučiti, kot je bilo tudi rečeno, bo to seveda še globlje preučeno vse, kar je danes bolj nekako površno pokazano oziroma samo tisto najbolj osnovno. Gotovo ni dvoma, da je padec dosežkov na področju državljanske vednosti velik. Raziskava beleži tudi negativne trende slovenskih učencev, tako v stališčih kot v pripravljenostih za delovanje. Nekaj vpliva verjetno lahko pripišemo zaprtju šol v času pred izvajanjem raziskave, vsega pa zagotovo ne. Državljanska vednost in tudi širše, to je odnos mladih do demokratične participacije in družbenih vprašanj, ni zgolj stvar pouka, sploh ne samo pri pouku predmeta domovinske in državljanske kulture in etike, pač pa tudi pri vseh drugih predmetih. Krepimo jih tudi pri medpredmetnih povezovanjih, tako pri dejavnostih odečnih in šolske skupnosti, interesnih dejavnosti in nenazadnje je seveda to posledica domačega okolja. Informiranja strani novodobnih medijev, ki so mladim še posebej blizu, ter tudi širše družbene klime na lokalni in pa svetovni ravni. Ta raziskava je posebna in zelo dragocena, ker je pravzaprav edina, ki se osredotoča na področje državljanske vednosti in delovanja. Opozarja nas na pomen skupnosti, torej družbe kot celote. Res je, pomemben je posameznik in razvoj njegovih potencialov, vendar ti lahko v polni meri zaživijo šele, ko so posamezniki vključeni v neko družbeno delovanje tako, da prispevajo tudi k izboljšanju družbe kot take. Otroštvo mladih, ki so se rodili daleč po prelomu tisočletja, zaznamujejo digitalne naprave in revolucija umetne inteligence, pa tudi migracijski tokovi, oboroženi konflikti, epidemije, socialna omrežja, naravne ujme in vse pogosteje tudi ekonomska prikrajšanost. Zidovi šol so prepustni. Kar se dogaja v svetu, vstopa v šole. Šola zagotovo ni svet zase. Ključno vprašanje, ki se nam zastavlja v rezultatih raziskave, se torej glasi, kako naj mladim omogočimo, da odrastejo v aktivne demokratične državljane. Ne samo državljane Slovenije, ampak državljane Evrope in sveta. Zato je ob usvajanju pomembnih znanj nujno tudi ponotranjanje demokratičnih vrednot. Tu imajo skupno vzgojno odgovornost šola, starši in širša družba. Na ministrstvu med drugim nudimo usposabljanja za učitelje in tudi druge strokovne delavce pri načrtovanju projektov in sredstev evropskih socialnih skladov, namreč veliko pozornost usmerjamo na projekte za pridobivanje socialnih kompetenc in podporo varnemu ter spodbudnemu okolju v šolah. Še posebej se bomo morali osredotočiti na usposabljanje za krepitev odnosnih kompetenc učiteljev. Na Zavodu za šolstvo bodo pripravili tudi nove smernice za razrednike pri njihovem delu v oddelčnih skupnostih. V teku je prav tako posodobitev učnih načrtov in katalogov znanj, ki vključuje izgradnjo državljanskih kompetenc in kompetenc za trajnostni razvoj kot skupna cilja izobraževalnih programov osnovne šole, gimnazije ter drugih srednjih šol.
Pričakujem, da se bodo ti cilji jasno izrazili v prenovljenih predmetnih učnih načrtih in katalogih znanj. V srednje šole sicer že uvajajo nove vsebine aktivnega državljanstva in obveščen sem, da se v okviru nacionalnega programa vzgoje in izobraževanja več razprav vrti prav tudi okrog vzgojne funkcije šole oziroma sodelovanja med šolo in starši. Z zanimanjem pričakujem, ali bo strokovna skupina v zvezi s tem opredelila nove strateške razvojne cilje. Čeprav šola ne more storiti vse sama, lahko dejavneje prispevajo tudi učitelji. V šoli namreč lahko učitelji okrepijo demokratičnost in inkluzivnost v dnevnih poučevalnih praksah, še bolj odprejo prostor za razpravo in spoštljivo izmenjavo argumentiranih različnih mnenj, v razred prinašajo lahko več dnevno aktualnih tem in razprav o etičnih in drugih družbeno pomembnih vprašanjih. Strokovni kolektivi se lahko s pomočjo samoevalvacije osredotočijo tudi na vprašanje šolske klime in ustvarjanja varnega in spodbudnega učnega okolja ter uvajajo izboljšave. V družinah lahko starši, katerih temeljno poslanstvo je vzgoja, za zgledom aktivnega državljana vodijo svoje otroke, jih spodbujajo k spremljanju relevantnih informacij, se z njimi pogovarjajo o družbenih vprašanjih, poslušajo radio, gledajo televizijo, se pogovarjajo o tem, kaj njihovi otroci spremljajo na družabnih omrežjih in internetu. V lokalnih skupnostih lahko na primer več prostora in sredstev ponudimo avtonomnim prostorom za druženje in aktivacijo mladih in še mnogo drugih stvari, ki lahko pripomorejo k lepši sliki v prihodnje. Pozdravljam tudi vsa združenja, ki so poleg strokovnih delavcev in staršev podprli mladinsko in še zmeraj podpirajo mladinsko delovanje, na primer Zveza prijateljev mladine Slovenije, Mladinski svet, Zveza dijakov, Mreža UNESCO šol in druge nevladne organizacije. Samo s skupnimi močmi lahko gradimo demokratično prihodnost in res upamo, da bomo to naredili. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod minister. Kot že rečeno uvodoma, je pa zdaj čas za vaša vprašanja, na katera bo odgovarjala doktorica Klemenčič. Izvolite. Seveda, če bo katero vprašanje, ne? Ja. Ja, jaz sem Sonja Maljak-Zdolc iz spletnega časopisa za otroke Časoris, torej v bistvu kar pomemben dejavnik v tej zgodbi. Bi pa vprašala, ker seveda ste zaznali upad spremljanja medijev, tradicionalnih medijev, ne? Mi smo recimo začeli izdajati naše vsebine leta 2015 aprila, ne? Tako da bi lahko rekli, da v bistvu nismo dosegli rezultatov, ne? Ampak bi pa vseeno vprašala, kateri mediji so se pravzaprav šteli kot tradicionalni mediji in merili, in drugič, tlele sem zaznala, da je bil rezultat, da se ni izboljšalo, mislim, da ni šlo na račun recimo pridobivanje drugih informacij na drugih virih, se pravi spletnih portalih, in me zanima, ali ste upoštevali recimo, da otroci svojo informacijo v pretežni meri dobivajo na TikToku. Hvala. Ja, hvala za vprašanje. Tradicionalni mediji so bili radio, televizija, časopisi, skratka tradicionalni. Se pa treba zavedati, da tukaj jih nismo spraševali potem, koliko uporabljajo teh raznoraznih medijev, ampak koliko uporabljajo te medije za specifičnim namenom, da se seznanijo z družbenimi ali političnimi vprašanji. Tako da tukaj je verjetno tudi ta razlika. Zdaj, koliko uporabljajo medijev oziroma družabnih medijev, koliko časa preživijo na računalniku in tako naprej. To bo stvar ene druge raziskave, katere rezultate bomo sporočali naslednje leto, gre za računalniško in informacijsko pismenost. Ta raziskava se je res fokusirala, osredotočila na ta pridobivanje informacij, da se seznaniš z tem, kaj se dogaja okrog tebe v bistvu. Zato sprašujem, ker mi imamo delavnice medijske pismenosti po šolah in vstopamo v razrede zdaj recimo od septembra do decembra, smo praktično vsak teden na 2 do 3 šolah, ne? Tako pri učencih kot pri učiteljih, ne? In sprašujemo te zadeve, ne? In dogaja se recimo nam 2 taki opaski, bi sam dodala, da otroci sploh ne vejo, kaj je časopis, skratka fizično ne vejo, kako izgleda, ne? Tako da ne mogoče, da bi pridobivali informacije iz njega, če ne vejo, kako izgleda, ne? In da potem, ko mi izvedemo delavnico, pride učiteljica k nam in reče, tako lepo ste govorili o medijih in o tem, da je treba zaupati v medije, da bom spet začela spremljati medije. Skratka, že učitelji ne spremljajo medijev, kar pomeni, da tudi tega znanja in prenosa na učence ne more biti.
Hkrati ste pa omenili SES, ne, in seveda to spet pomeni, da otroci, recimo jaz sem odraščala v očetu, ki je bral Delo, ne, današnji otroci odraščajo v meni, ki gledam nekaj na napravi in ne morejo vedeti, da spremljam novinarske vsebine, se pravi v medijih, ne, ali pa igram igrico, ne. Tako da v bistvu je tudi ta problem treba nekako sprejeti, ne, da v resnici vsi otroci so v šoli in dejansko največji vpliv verjetno res lahko ima šola, ker v družinah s nižjim SES-om jih težko dosežemo in še težje jih bomo prepričali in ne začnejo spremljati medije, če že tako in tako pa druge raziskave kažejo, da je stopnja v medije, zaupanje v medije tako v Sloveniji kot na globalni ravni praktično nizka. Mislim, skoraj nima. Se popolnoma strinjam z vami, mogoče še samo odgovor na prejšnje vprašanje. Ne? Vedno v bistvu za učence v osnovni šoli, ko jih kaj sprašujemo, dajemo tudi čisto konkretne primere, ne? TikTok, Instagram in tako naprej, tako da si res lahko predstavljajo. Kar se tiče časopisa, kaj je to časopis, ali ga poznajo ali ne, to je bila postavka skupaj z radiom in televizijo, tako da so tukaj odgovorili na katerekoli od tega tradicionalnih medijev. Ne? Tako da tudi to morebitno nepoznavanje, ne, kot ga opažate na terenu, v bistvu tukaj se pri samih rezultatih ne bi smelo poznati. Res pa je, omenili ste tudi domače okolje. Raziskava je zaznala, da se starši nekoliko manj pogovarjajo z učenci o teh političnih ali pa družbenih vprašanjih. Mislim, da je to celo primernejši termin. Tako za vrstniki. Hkrati pa ugotavljamo, da pri tistih starših, ki kažejo interes za politična in družbena vprašanja, se to zelo lepo poveže tudi z interesom učencev, se pravi osmošolcev, za politična in družbena vprašanja. Razlika je približno takšna, da zgolj 1/5 tistih učencev, ki so poročali, da njihovih staršev ne zanimajo politična in družbena vprašanja, zgolj 1/5 teh učencev pa zanimajo politična in družbena vprašanja. Ne. Tudi pri teh raznih stališčih, ki sem jih naštevala, pogosto se kaže, bom rekla, ta pozitivna povezava z državljansko vednostjo in pogosto se kaže pozitivna povezava z interesom za družbena in politična vprašanja. Hvala. Krikič, Radio Slovenija. Mogoče še malo o vzrokih. Rekli ste, stanje je resno. Kaj so tisti? Vse to je verjetno, se smo nekaj že povedali, ampak tako, tisto vprašanje, je to splošna družbena klima zdaj? Jaz mislim, da prispeva vse to. Ne? Tudi minister je izpostavil kompleksnost tega področja. Seveda se strinjam, da zagotovo tudi je nekaj prispevalo zaprti šol oziroma šolanje na domu. Ne znam vam povedati, koliko, ker ta dizajn oziroma ta raziskava ni bila dizajnirana eksperimentalno, da bi potem lahko primerjali. Ne. Vemo pa iz drugih raziskav in nekako so se začele delati tudi raziskava oziroma sekundarne analize na področju bralne pismenosti, to, kar smo maja predstavljali, ne, in dolžina zapiranja šol in tako naprej. In tukaj se kažejo neki trendi, ne, tako da zagotovo zapiranje šol, ampak sam COVID, samo zapiranje šol v bistvu samo po sebi verjetno ni imelo takega vpliva. Mi se moramo vprašati, ali je bila takrat v tistem času državljanska vzgoja ena od prioritet ali ne. Učitelji šole v bistvu so bile nekako napotene na to in se strinjam, se vsega v bistvu na tak način, kot to poteka v šoli, za šolanjem nadaljavo ne moramo opraviti, ne? Ampak jasno sporočilo takrat je bilo, osredotočite se na temeljne predmete, na nekatere cilje, vsem je bilo jasno, da vseh ciljev ne bo mogoče obdelati. Ne? Drugače pa, kot ste sami rekli, splošna družbena klima, ugled učiteljskega poklica, na drugi strani imamo premalo učiteljev, ne, vse to se nekako tudi odraža v tej raziskavi. Jaz moram reči, da glede na vse skupaj sem pričakovala padec, ne, preden smo dobili rezultate, nisem pa pričakovala tako drastičnega padca, ne, da bomo šli pri mnogih stvareh celo nazaj, ne samo do leta 2009, ampak še nižje, kot je bilo leto 2009. Spomnim se rezultatov leta 1999, takrat sicer so bili dosežki naših učencev tudi na
povprečju, ampak kot rečeno, ne moramo več tistih stvari primerjati z to raziskavo danes. Spomnim se, da je bilo področje državljanske vzgoje in izobraževanja namenjenega veliko in usposabljanj na šolah in gradiv in raznih projektov in tako naprej. Se pa zelo slabo spomnim, da bi se neka prioriteta dajala temu recimo v zadnjih 6 letih. Ne? Tudi takrat, ko smo popisovali, kaj vse se je dogajalo med leti 2009 in 2016, ne, smo zaznali, ker nas je zanimalo, ne, kaj vse je recimo pripomoglo k temu, da so takrat dosežki se dvignili. Smo zaznali v bistvu takrat ta nek fokus na področje državljanske vzgoje in izobraževanja. Seveda je treba reči, da jaz govorim zdaj za osnovno šolo. 2 leti, 3 leta nazaj, nekaj takega, se je to področje nekako preselilo v srednješolsko raven, na srednješolsko raven z posebnim, najprej hotel biti predmet, zdaj so vsebine, državljanska kultura. Ampak vprašanje je in moj pomislek je, ali temu področju v osnovni šoli namenjamo še vedno dovolj fokusa, dovolj zanimanja, ker, kot ste sami rekli, me povzeli, meni se zdi stanje precej slabo. Hvala lepa, doktorica Klemenčič. Hvala tudi vam za pozornost. Želimo vam lep dan še naprej in nasvidenje.